Po 7 letih se zopet vračate na glasbeno sceno. Kaj vas je spodbudilo, da zopet prihajate na glasbene odre? Ja, prvo bi vas lepo pozdravil. To so občutki, ki se ne dajo povedati z besedami, ampak v srcu čutiš in moraš iti na oder in ljudi. Tu je en prav poseben adrenalin in ko se enkrat to toliko nabere, enostavno moraš začeti znova. Imel sem občutek, da se z glasbo na nek način izražate, tudi po vaših pesmih tako sodim. Ja, mojih je sicer 25 pesmi, Slovenec sem, najbolj prepoznavna, Mamica ne zameri, Nagelj bel. To je bilo v letih 90. Takrat je ta moja pesem tudi veliko dala čustev na ljudi, ki so se odločali na plebiscitu za slovensko državo in mi je to v velik ponos. In mislim, da je bila tudi zelo dobro sprejeta med poslušalci. In mislim, da bo tudi zdaj v bodoče podobno. Saj ljudje v bistvu čutijo, če ti čutiš in to izražaš v pesmi. Katera je vaša zadnja pesem oziroma skladba? Zadnja upam, da še ni. Bom še kaj posnel verjetno, ampak je pa to 7 let, katero mi je besedilo napisal Ivan Sivec, verjetno ga vsi poznajo, on je pisal za Avsenike, Slake in meni v čas tudi meni napisal eno zelo lepo besedilo 7 let, tle se prelivajo res vsi moji občutki odsotnosti iz matične domovine, življenja v Kanadi. Aha, ste bili dolgo časa v Kanadi? 7 let sem živel v Torontu, delal sem tudi na slovenskem radiju kot glasbeni urednik nekaj časa in pa svojimi nastopi širil domoljubje med zamejskimi Slovenci. Ampak tako sem opazil, kadar izgovorite naslov pesmi 7 let, Ana ali Slovenec, sem kar glas zatrese. Ja, mislim, te pesmi so res moje čustveno doživetje, kar pa čutijo verjetno tudi poslušalci, da kadar jo pojem, jo odpojem res srcem in vedno verjetno drugače. In kakšni so sedaj vaši načrti? Ja, da posnamem še kakšno lepo pesnico za poslušalce in pa se čim več pojavljati po Sloveniji na veselicah, rojstnih dnevih, abrahamih, kjer pač me bodo ljudje povabili.